Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, kjer bodo predstavljeni rezultati mednarodne raziskave poučevanja in učenja TALIS 2024, ki se je osredotočala na učitelje in ravnatelje z zbiranjem njihovih mnenj o poučevanju, delovnih pogojih in šolskem okolju. S pomočjo podatkov raziskave prisluhnemo glasu učiteljev in učiteljic ter ravnateljev in ravnateljic. Raziskava poteka od leta 2008. Slovenija je v njej sodelovala v letih 2008, 2018 in 2024, namenjena pa je predvsem oblikovalcem politik, raziskovalcem, učiteljem in ravnateljem ter omogoča poglobljen pogled v stanje in razvoj učiteljskega poklica, mednarodno primerljivost in spremljanje trendov ter služi kot podlaga za izboljšavo izobraževalnih sistemov. Koordinator in izvajalec raziskave TALIS v Sloveniji je Pedagoški inštitut. Rezultate bo predstavila gospa Barbara Japelj Pavešič, nacionalna koordinatorka raziskave TALIS v Sloveniji iz Pedagoškega inštituta. V nadaljevanju pa bo izjavo za medije kot komentar na rezultate podala tudi državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, gospa Janja Zupančič. Nazadnje bo gospa Barbara Japelj Pavešič na voljo tudi za morebitna dodatna vprašanja glede raziskave. Gospa Japelj Pavešič, izvolite. Hvala, lepo pozdravljeni. Danes končujemo 4-letno delo na raziskavi TALIS, ki je že leta 2018 in ponovno v leto 2024 ustvarila veliko podatkov o tem, kaj menijo učitelji, kakšne so stališča in tudi o podatkih o samem izobraževalnem sistemu. V letu 2024 je v raziskavi v Sloveniji sodelovalo več učiteljev kot leta 2018. Sodelovali so posebej 3 populacije učiteljev. Učitelji prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja, to so od 1. do 6. razreda, so bila prva populacija, ki je v mednarodnem merilu kot ISCET-1 označena. Potem je bila glavna in osrednja populacija raziskave TALIS učitelji 3. triletja osnovne šole pri nas oziroma ISCET-2 stopnje po svetu. In tretja populacija so bili srednješolski učitelji. Srednješolske učitelje in učitelje 3. triletja oziroma ISCET-2 smo zajeli že leta 2018. Novost letos so pa bili učitelji prvih razredov, nižjih razredov osnovne šole. Kaj se je izkazalo o slovenskih učiteljev v raziskavi? Raziskavi primerjamo učitelje 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja z državami OECD območja in imamo tudi za njih izračunano OECD povprečje. Zato, ker je s to populacijo sodelovalo več kot 50 držav. V ostalih 2 populacijah, ki sta bili opcijski, je sodelovalo manj držav in za njih nimamo povprečja. Novinarjem in medijem opozorilo, povprečje OECD velja za 3. triletje osnovne šole pri nas. Pri nas so učitelji stari še vedno 45 let v osnovni šoli in 48 let v srednji šoli. Starost v srednji šoli se je povečala za 3 leta od leta 2018. In skoraj polovica srednješolskih učiteljev je starejših od 50 let. To seveda pomeni izziv v Sloveniji. Veliko naših učiteljev, skoraj 70%, ima visokošolsko izobrazbo, kar je v svetu zelo dobro, in zelo veliko jih ima več kot 20 let izkušenj, kar se tudi šteje kot dobra lastnost sistema. V letu 2024 je bila posebna pozornost posvečena učiteljem z drugo kariero. Veste, da veliko sistemov trpi zaradi pomanjkanja učiteljev in se rešujejo z tem, da vključujejo v poučevanje učitelje, ki prihajajo iz drugih poklicev. Tudi pri nas se pozna v srednji šoli že 10% učiteljev je učiteljev z drugo kariero. V osnovni šoli pa jih je samo 1%. Šole so sporočile, da zaradi pomanjkanja usposobljenih učiteljev je pri njih omejeno zagotavljanje kakovostnega pouka v tolikih šolah, da pokrijejo 18% učiteljev v Sloveniji v osnovnih šolah in v srednji šoli je ta delež učiteljev, ki so prizadeti na teh šolah, 20%.
Imeli smo dokaj dober odziv na šolah, povabljeno je bilo 256 osnovnih šol, kar je ogromno, sodelovalo jih je potem malo manj in dosegli smo mednarodno primerljive vzorce in standarde odzivnosti. Učitelji pa so reševali spletne vprašalnike v svojem prostem času in tudi ravnatelji. Kaj se izkaže kot najbolj izstopajoči rezultati, to bomo povedali tukaj, imate pa v vaših papirjih še več drugih informacij. Raziskava TALIS je značilna potem, da ima ogromno različnih podatkov. Načela je veliko vsebin, veliko področji in še mnogo podatkov je ostalo za naslednje objave, tako da bo še prihajalo ven vse sorte. Doseganje učnih ciljev učiteljev je pri nas večinoma visoko. Učitelji so bili naprošeni, da sami sebe ocenijo, kako dosegajo svoje cilje in so se ocenili, da to dobro znajo. Malo nižje samoocene so le v prilagajanju poučevanja različnim potrebam učencev, ki je tudi točka pozornosti, ki je izziv v sistemu in tudi pomoč učencem pri obvladovanju lastnih čustev, misli in vedenja, kjer dosegajo naši učitelji malo nižji delež tistih, ki so rekli, da to dobro obvladajo, kot je v OECD povprečju. Malo manj pogosto, kot je v OECD povprečju ali v drugih državah, se je izkazalo pri nas še vedno spodbujanje višjih miselnih procesov. To je bila informacija že iz leta 2018. Malo se je popravilo, je pa še vedno ostaja kot izziv. Torej, učitelji javljajo, da malo manj dobro znajo sestaviti kakovostna vprašanja za učence, da jim znajo dobro kritično razmišljati, so potrdili. In sicer so pa dejavnosti, pri katerih so deleži učiteljev, ki pogosto ali vedno pri pouku naredijo kaj za to, da spodbujajo otrokovo mišljenje, so v nekaterih stvareh pri nas nižji, kot so v OECD povprečju za tretje triletje osnovne šole. Zelo pogosto in pozitivne informacije in rezultati so tudi za Slovenijo o socialnem in čustvenem učenju. Učitelji ga potrjujejo kot zelo pogosto aktivnost v šolah. Presegajo ponekod tudi povprečje OECD. In kot vidite, procent učiteljev, ki čutijo, da zmorejo podpreti socialni in čustveni razvoj učencev, presega 3/4 v vseh ravneh, kar je dober rezultat. Po drugi strani pa učitelji tudi sporočajo, da imajo visoke potrebe po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju v svojih poklicni poti, jim je to omogočeno. Različne dejavnosti izobraževanja nudi naš sistem in tukaj imamo navedene tiste, za katere so naši učitelji rekli, da jih potrebujejo v več kot polovici primerov. Torej, več kot polovica učiteljev si želi dodatne izobraževanja iz teh stvari, recimo tudi sodelovanja med učitelji in starši, želijo si tudi podporo socialnemu in čustvenemu učenju učencev, čeprav že poročajo, da to znajo, ampak očitno je to stvar, ki se neprestano razvija in potrebujejo še dodatno podporo. Manj pogoste aktivnosti, ki so jih javljali, pa so izobraževanje za svoje predmetna področja, iz vsebinskih stvari in iz vodenja šole. Tehnologija in poučevanje je naslednja pomembna točka raziskave, torej kako učitelji uporabljajo digitalne vire in umetno inteligenco. Izkazalo se je, da imajo naši učitelji pozitivno stališče do uporabe digitalnih orodij. Jih uporabljajo tudi dovolj pogosto. Rezultati so boljši kot v letu 2018, ki je bil pred COVID-om, pa je pokazal, da niso še zelo veliko uporabljali računalnikov. Imamo pa recimo tudi podatek, da samo tretjina učiteljev meni, da je uporaba digitalnih virov in orodij učence odvrača od učenja, ko je v OECD povprečju takih polovica. Tudi recimo ne strinjajo se zelo veliko s tem, da bi učenci goljufali z uporabljanjem navajanjem vsebine, ki jo pridobijo z umetno inteligenco kot svojimi deli in podobno. Učitelji so. Koliko uporabljajo umetno inteligenco v šolah?
V 12 mesecih je umetno inteligenco uporabilo tretjina učiteljev v osnovni šoli in malo manj kot pol v srednji šoli. Med tistimi, ki so jo uporabili, je 3/4 učiteljev v Sloveniji jo uporabilo za pomoč pri razlaganju snovi in le malo bolj, približno tretjina za pomoč pri preverjanju in ocenjevanju učenčevega dela. V OECD povprečju so ti deleži podobni. V Sloveniji so učitelji se izkazali, da imajo visoko avtonomijo, nadpovprečno, nad OECD povprečjem v odločitvah, ki so šolske. Torej sodelujejo pri upravi, pri vodenju šole, odločajo o šolskih pravilih in postopkih, imajo pa manj avtonomije pri samem pouku, torej pri izbiri ocenjevalnih dejavnosti, pri izvajanju kurikula na fleksibilen način, pri izbiranju učnih ciljev in pri določanju vsebine predmeta poročajo, da imajo manjšo avtonomijo, kot je povprečje v OECD. Je pa seveda ta podatek vezan tudi na organizacijo samega sistema izobraževanja v vsaki državi. V Sloveniji se dobro počutje učiteljev najbolj poveča, ko imajo ravnatelji dobre odnose z zaposlenimi in ko se učitelji in učenci med seboj dobro razumejo. Med vsemi različnimi drugimi posegi se je to izkazalo kot najbolj pomembno. Učitelji imajo kritična mnenja do svojega izobraževanja v času študija. Javljajo, da jih je malo slabše opremilo za vodenje razreda. Ti deleži učiteljev, ki so potrdili, da se strinjajo, da je bilo izobraževanje kakovostno, dosegajo malo več kot tretjino. In v srednjih šolah približno polovico. Drug podatek, ki to še dodatno povzroči, da to postane kot izziv za naš sistem, je, da so mladi diplomanti, torej učitelji, ki so ravnokar prišli v šole in so manj kot 5 let zaposleni kot učitelji, javljajo, da jih je mnogo manj pripravljenih na pouk v razredih, kot jih je bilo leta 2018. Delež teh, ki so javili, da se počutijo pripravljene, je padel za 35 odstotnih točk, kar je ogromno, in največ med vsemi. Učitelji so na splošno dokaj zadovoljni s svojim delom, čeprav se je zadovoljstvo z delom od leta 2018 padlo z 90 na 85%, in 1/3 učiteljev je še vedno bila leta 2024 pred spremembami plačnega sistema zadovoljnih s plačo. Največji dejavniki stresa v Sloveniji so ustrahovanje in žalitve učencev, preveč ur pouka in upoštevanje raznolikosti učencev, ki se pričakujejo od učitelja, ki so tudi v mednarodnem povprečju glavni razlogi za stres drugje po svetu. Bojimo se izgubiti učitelje, bojimo se, da bodo zapustili svoj poklic. Talis jih je nagovoril in jih vprašal, kakšne namere imajo nadaljevati svojo zaposlitev v naslednjih 5 letih. In pri nas bi 1/5 rada zamenjala službo. Zamenjala bi ali za službo v izobraževanju, ki ni poučevanje, ali pa bi zamenjala tudi področje. Te učitelje seveda vsi sistemi poskušajo zadržati v poklicu in premišljujejo, kaj je povezano z njihovimi namerami. Še vedno tudi, kot vidite, tudi v OECD povprečju se izkazuje, da je najhujši problem, da učenci ustrahujejo učitelje, da so do njih verbalno nasilni in da je razredna disciplina stres za učitelje in to povzroči odhod učiteljev iz poklica. Tako je tudi pri nas. Je pa res, da se pri nas obenem tudi izkazuje, da so učitelji veliko manj cenjeni, kot bi si želeli. Z tem, da družba ceni učitelje, se strinja v osnovni šoli okrog 7% učiteljev in v srednji šoli 13%. Politični odločevalci tudi učiteljem ne dajejo tisa zaupanja in je manjši delež učiteljev, ki sporoča, da jih cenijo in njihova mnenja. Tretja stvar je pa, da tudi mediji. Učitelji medije vidijo kot polje, ki ne ceni učiteljev. Samo
od 12 do 15% učiteljev poroča, da jih cenijo mediji. V povprečju OECD so te številke mnogo višje in države naredijo mnogo, da bi se učitelji počutijo bolje. Koliko so učitelji cenjeni, seveda posredno vpliva tudi na njihovo dobro počutje in v poklicu. Je pa res, da je vključno s tem podatkom, vemo pa, da učitelji poročajo, da jih cenijo učenci in starši njihovih otrok. V srednji šoli približno 75% učiteljev sporoča, da se zavedajo, da jih cenijo starši dijakov, kar pa je zelo dober podatek. Ti podatki so na vzkrižju z tem, kako učitelji gledajo na njihov položaj v družbi. Upam, da nisem bila čisto prehitra, vam lahko še kaj povem. Rezultati so na voljo na spletnih straneh našega inštituta in ministrstva. Veliko in debelo poročilo je objavljeno kot elektronska knjiga in v PDF obliki za posnet dol, je prosto dostopno. Obenem bomo objavili tudi različne kose povzetkov, predstavitve in ostalo, vključno z frekvencami odgovorov učiteljev na vprašalnike, na vprašalnik sam po sebi in ostalo, tako da bomo omogočili in raziskovalcem, in medijem, in tudi strokovni javnosti, pa tudi samim učiteljem, da si pogledajo vse svoje podatke in rezultate, ki so jih sporočili v raziskavi. V mednarodnem merilu je raziskava bila javno predstavljena v Singapurju o polnoči, in je od takrat na voljo tudi so informacije tam. OECD objavi ob tem, ko sporoči svoje sporočilo, tudi povzetke za vsako državo o rezultatih, ki jih oni vidijo. Tudi za našo državo je ta povzetek objavljen, pa tudi za druge, če vas zanima primerjava z kakšno posebno v Evropi ali po svetu. Hvala. Hvala lepa, gospa Japelj Pavešič. Sedaj pa bo svoj komentar na rezultate podala državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, gospa Janja Zupančič. Izvolite. En lep pozdrav vsem skupaj in velika zahvala gospe Barbari Japelj Pavešič in Pedagoškemu inštitutu za koordinacijo in vodenje raziskave, hkrati pa tudi zahvala ravnateljem, učiteljem in koordinatorjem na šolah, ki so v raziskavi sodelovali. Ja, TALIS je zelo pomembna raziskava za nas, z njo slišimo glas učiteljev, in kajti kakovosten sistem lahko gradimo le v tesnem sodelovanju z učitelji. Rezultati raziskave kažejo, da so naši učitelji dobro pripravljeni, večinoma samozavestni, in iz raziskave so pa razvidni tudi izzivi, ki jih predstavljajo raznolikost učencev, raznolikost okolja in pa visoka zahtevnost poklica vezana na vzgojno delovanje šol in učiteljev, kar seveda zaznavamo in tukaj tudi poskušamo učitelje podpreti. Zato smo že v času izvedbe te raziskave uvajali spremembe zakonodaje, ki so povezane z vzgojnim delovanjem šole, z vključevanjem priseljencev, pripravljamo pa tudi spremembe na področju dela z učenci s posebnimi potrebami in pa ocenjevanja znanja. Med pomembne posodobitve na zakonodajni ravni bi omenila spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, pa seveda zakona o osnovni šoli, ki res poudarja vzgojno delovanje in nudi ukrepe za lažje delo učiteljev. Seveda, kot je bilo že omenjeno, pomembna je tudi plačna reforma, ki pa bo seveda v celoti izvršena leta 2028. Zdi se, da se učitelji skozi to oceno virov stresa sporočajo, da potrebujejo nekaj pedagoškega miru, zato da bodo lahko kakovostno izvajali svoje vzgojno-izobraževalno delo. To pa seveda lahko dosežemo tako, da negujemo medsebojne odnose znotraj kolektivov z učenci, starši, da je tudi vodenje v šolah dobro.
Tako da pred nami je obdobje sprememb ob uvajanju novih učnih načrtov, pri pripravi katerih je pa sodelovala množica učiteljev in v tem obdobju seveda bodo ključno vlogo odigralo tudi pedagoško vodenje in še več okrepljenega, poglobljenega sodelovanja z učenci, tako da lahko z roko v roki in z rezultati te raziskave nadaljujemo zastavljeno delo v smeri kakovostnega sistema vzgoje in izobraževanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Zupančič. Zdaj pa je gospa Japelj Pavešič, kot rečeno, na voljo za morebitna dodatna vprašanja glede raziskave, če jih imate. Jaz bi za en komentar prosila, za komentar dveh podatkov v bistvu. Zdaj ne vem, to lahko gospa ali državna sekretarka. Veste, kaj me zanima? 54% slovenskih učiteljev se strinjajo, da so spoštovani in cenjeni strani staršev, medtem ko je OECD povprečje 65%. To je kar precejšnja razlika, ne? Ja. Čemu bi to pripisali? Recimo, pa še to me zanima, mislim, da je večina navedla kot glavni vzrok stresa administrativno delo. Ja, vir stresa je administrativno delo, ni pa povezano z njihovim zadovoljstvom in ostalimi odločitvami do poklica, ne. Torej, tu v raziskavi imamo dve stvari. Eno, imamo merjenje posameznih elementov, drugo imamo pa povezovanje teh elementov z zadovoljstvom učiteljev, z namerami po zaposlitvi poklica, torej z nekim njihovim nadaljnjimi premiki. In tukaj se izkaže, ja, administrativno delo je povsod po celem svetu problem, ga je veliko. Pri nas od leta 2018 ni zelo narasel ta delež administrativnega dela, ko bi lahko, a ne, kot drugje je tudi, in seveda je to povsod vir stresa. Ampak še vedno moramo pa tudi povedati, da naši učitelji v svojem delovnem času porabijo za poučevanje samo večji del časa, kot ga porabijo v OECD povprečju. Torej, porabijo ga skoraj 70% časa delovnega poučujejo in se ukvarjajo z poučevanjem, ko je v drugje po svetu ta povpreček približno polovičen. Tako da to so vse podatki, ki jih je treba pogledati skupaj, ne, in razumeti, kaj je. Seveda si vsi želimo manjše administrativne obremenitve, a ne, skupaj z ministrstvom, ampak nekaterih stvari se pač ne da na vrat na nos spremeniti. Kar se pa tiče odnosa starši, odnose starši so tukaj učitelji veliko sporočali v različnih virih, ne vemo še razlogov za to, vemo, da so različni podatki o tem, kaj se dogaja v osnovnih šolah in kako se starši razumejo učitelji v srednjih šolah. To je predmet nadaljnega analiziranja in sporočanja. Imamo podatke o sodelovanju staršev tudi drugih raziskovalnih, a ne, in nam sporočajo, da je to veliko polje raziskovanja še mogoče ustvariti, a ne. Torej, ne moram vam odgovoriti, kaj je razlog. Dejstvo je, da so učitelji pač tudi pod stresom in da njihovo veliko časa tudi porabijo za reševanje zahtev staršev in skrbnikov, to pa poročajo v tej raziskavi. Če lahko glede samih raziskav od leta 2008, a ne, poteka ta raziskava, Slovenija je bila dvakrat pred tem vključena, a to na pogosto pa sicer se izvaja ta raziskava, je Slovenija kakšna leta izpustila? Ja, Slovenija je izpustila leto 2013, takrat nimamo podatkov, torej leto 2008 je bila prva zasnovana raziskava. Če se spomnite, OECD vodi raziskavo PISA, ki meri učenčeve znanja, in že od nekdaj se je, tudi v OECD so si želeli imeti tudi informacije o učiteljih. V raziskava PISA ni zasnovana za merjenje stališč učiteljev, zato so zasnovali posebno raziskavo TALIS. In je leta 2008 bil prvi poskus, prva izvedba, mi smo sodelovali. Potem je bila leta 2013, ko nismo sodelovali, in na novo se je, v resnici na novo modernizirana verzija se je postavila leta 2018, v kateri je Slovenija že sodelovala, in od takrat do leta 2024 so se stvari še bolj izboljšale, še razširile, še poglobile.
Torej, v letu 2018 so vsi učitelji dobili en vprašalnik, v letu 2024 so krožile 3 različice vprašalnika, zato da imamo še več podatkov zbranih in se stvari povprečijo. Torej, raziskava se razvija. Trenutno je obdobje med eno in drugo 6 let. Kaj pa bo naprej, pa jaz še ne vem. Ne. Res je, da je Slovenija s polno silo zajela vse možnosti, ki jih TALIS nudi in sodelovala v vseh 3 populacijah. Je pa raziskava TALIS merila tudi znanje učiteljev, torej ta kognitivni aspekt, ki so ga nekatere države želele izbrati. In njen posebna opcija je predšolska vzgoja, ki je Starting Strong se imenuje, tako da če bi kdo želel se s tem ukvarjati, tudi po drugod obstajajo tudi te. Ampak vsega pa ne moramo delati v Sloveniji. Mogoče veste, na katerem področju je največji skok ali pa padec od leta 2018 ali pa na katerih področjih? Ja, teh področjih, ki smo jih opisali, kažejo spremembe. Področji, na katerih so razlike, je 40 različnih, so povzeti v poročilu, so posebej povzeti tudi v OECD izvlečkih za Slovenijo, tako da tam lahko recimo primerjate še s kakšno državo, kaj pri nas je. Gotovo so pozitivni skoki o tem čustvenem učenju, o tem, da so učitelji še vedno razmeroma zadovoljni v poklicu, da nimamo zelo velikega namere po odlivu, ne večjega kot drugje. Torej, ene stvari lahko gledamo v absolutnem merilu, ene stvari lahko gledamo v primerjavi z OECD rezultati, ki so Slovenija v večini stvari je podobna, kot so druge države v Evropi. A sem prav to povedala? Ja. Hvala lepa za vaš čas in srečno.